Dober dan in dober večer, spoštovani gledalci in še bolj spoštovane gledalke. Moje ime je Iztok fucking Gartner in vi gledate Nov Faktor. Sobota je, ura je 19:15 in če smo pripravljeni mi, ste skoraj zagotovo pripravljeni tudi vi. Tema današnje oddaje bo vedno zanimiva, aktualna in vedno pereča. Najprej se bomo dotaknili seveda zdaj že legendarne aplikacije TikTok, ki jo mesečno, če sem si zapomnil prav, uporablja skoraj milijarda ljudi po vsem svetu. Za tiste starejše gledalce, ki se zdaj verjetno vprašujejo, kaj hudiča je to TikTok, naj povem, da je to ena aplikacija, ki jo imajo ljudje na telefonu, kot Facebook, Twitter, Instagram. Tam snemajo razne videe, štose, skeče, odpiranje ust na znane glasbene podlage in vse možno, in ta aplikacija je obnorela staro in mlado po celem svetu, tudi znane zvezde jo imajo, skratka, res ena zanimiva stvar in o tem bomo danes debatirali, potem pa se bomo predstavili na mičkeno resnejše teme, kajti ravno TikTok je pa žal postal tudi aplikacija, kjer je mladina agresivna, napadalna, depresivna, negativna, škodoželjna. Skratka, zaskrbljujoči so vsi tile komentarji in pa reakcije današnje slovenske mladine in tu se vprašam, kaj je šlo narobe in kaj se je zgodilo. In pa podebatirali bomo tudi o tem, kaj lahko spletni komentar povzroči v resničnem življenju, torej tako imenovani internet bullying, pravijo Američani, torej če nekoga zmerjaš, žališ in pa kaj grdo govoriš o njemu po internetu, če to lahko tudi usodno vpliva na njegovo privatno življenje. Z mano bosta danes dve zanimivi in krasni dekleti, obe sta seveda tiktokerki, lahko rečem, da sta zvezdi slovenskega TikToka, imata ogromno sledilcev, mislim, da že tam blizu 50 000, če se ne motim. Njuni videi dosegajo vrtoglave številke všečkov, ogledov, tudi do 10 000, 100 000 in ne vem kaj vse, torej punci očitno obvladata to družabno omrežje in točno vesta, kako in kaj. Z nami bosta, dame in gospodje, vedno prekrasna, seksi, lepa in lušna Sandra Juračič in pa zelo simpatična, strašno navihana in pa prav tako zelo lepa Vesna Staroveški. Sandra in Vesna, lepo zdrav in dobrodošli v Nov Faktor. Bravo, bravo. Živjo! Glede na to, da sta, če se ne motim, obe prvič takole na televiziji, jaz močno upam, da imata ogromno treme, ne? In da boste ugotovili, da na televiziji biti ni kar tako enostavno, kot zgleda, ne? In morda je tudi to dobra vaja za vajo, ker boste nekoč morda pa dobili svoji oddaji, kajti kot kaže, na TikToku obvladata, rasturata, zabavata ljudi, imata ogromno sledilcev, oboževalcev, skratka, sta spletni zvezdi. In če Sandra, tebe vprašam najprej, osnovno vprašanje, prve teme, ne, TikTok, kako uspeti na TikToku in kaj moraš ljudem dati, da dejansko te imajo radi, da te sledijo in da tam postaneš pravzaprav zvezda. Izvoli. Ja, zdaj jaz mislim, da si vsak uspeh razlaga drugače, ne. Zdaj, če hočeš ljudem podariti res tisto svojo iskrenost in pristnost, moraš to tudi tako početi, da pokažeš svojo realno sliko in mislim, da je to ljudem tudi letos bilo najbolj potrebno, saj vemo, da je bilo 2020 res noro, težko za vse nas in s tem malim posnetkom si lahko mogoče nekomu, če že ne druga, polepšal vsaj 1 minutko in mu narisal nasmeh na obraz. Tako da jaz mislim, da je to tisti največji uspeh, da lahko narediš na tej aplikaciji, da nekoga nasmejiš in za trenutek vsaj osrečiš. Ker ti in tudi Vesna sta znani po teh svojih zabavnih, humorističnih videih, kjer se dejansko delata norca tudi iz svojega življenja, iz svojih navad, svojih napak. In verjetno je, Sandra, kot si sama rekla, to ključ do uspeha, torej da ljudje v tvojih videih rečejo, glej, pa sej jaz sem pa tudi taka, jaz ga pa tudi tako lomim, jebem ti je faca ta Sandra. Je to res, ne? Torej, da, čeprav razumem, da ne blefiraš in da ne kažeš nekaj, kar nisi, ampak dejansko, da pokažeš čisto res to, kar si, če sem te prav razumel, ne? Je to to? Tako, pokažeš svojo realno sliko, pokažeš mogoče tudi kakšne padce v življenju, poskušaš iz tega narediti neko smešno sceno, da se lahko ljudje tukaj najdejo in vidijo, da to sploh ni tako hudo, ker mislim, da ful pretiravamo z pogledi, kaj je to nekaj slabega se nam zgodilo. In če ljudem približaš, da nekaj mogoče malo manj dobrega v življenju lahko vseeno nariše na smeh, se iz tega nekaj naučimo,
in da si še pri tem čisto takšen, kot si v resnici, lahko res nekoga nasmejiš in spraviš v dobro voljo. Vesna, kaj ti praviš, oziroma kaj je tvoj recept? Tudi ti imaš ogromno sledilcev, oboževalcev, ko greš na te live nastope na TikToku, te tudi ogromno ljudi sledi, podobno kot Sandro. Kaj je dejansko tvoja finta, tvoj trik, tvoj štos, da ti je tako dobro ratalo? Zdaj vemo, da si noseča, da boš kmalu rodila že 10. otroka, če se ne motim. In tudi to spremljamo na TikToku, tvoja nosečnost, tvoje zagate okoli tega, tvoje hece. In tudi to mi je zelo simpatično pri tebi, torej, da deliš dejansko tudi najbolj intimne trenutke svojega zasebnega življenja. Kak je s tem? Izvoli. V bistvu bi se jaz tukaj kar Sandra strinjala, da pokažeš res ljudem tisto, kar si ti, da nimaš nekega afnanja, da si dejansko pristen, ker to je tisto, kar pokaže svojo realno sliko in se približa s tem tistim, ki te sledijo. No? Če se pa nekaj afnaš, pa ne vem, prej ko slej izgubiš tiste sledilce oziroma tvoja uspešnost začne padati, kakorkoli gledano. Ali sledilci, ali všečke. Pa ti, Vesna, če se ne motim, te svoje oboževalce, sledilce si tudi poimenovala na nek poseben način, kaj so neki paglavčki, torej ti si mama žaba, ti si mama žaba, oni so pa tvoji paglavčki, če prav razumem, ne? Misliš, to veliko pomeni tem ljudem, tem mladini, ki te sledi, da imajo celo svoj naziv, no jaz bi pa tudi bil paglavček, jaz bi pa bil v tvoji ekipi žaba naša, je to, mislim, jim to veliko pomeni, da pridejo v ta tvoj krog sledilcev, če tako rečem. Zna biti, ja, od začetka jim je bilo verjetno ful smešno oziroma čudno, zakaj jih paglavčki kličem, pa ko sem enkrat na live pač povedala, zakaj tako, ja, jim je pa všeč. Je videti, da jim je všeč dejansko to, no, da eni dejansko sam čakajo tisti moj TikTok, ko jih pozdravim, dober dan moji paglavčki ali pa zdrav moji paglavčki, tako da to, ja, jim je všeč, ja. Evo, vidi, zdaj vidimo od zadaj sliko, da 800 milijonov aktivnih uporabnikov TikToka je trenutno, mislim, recimo, Sandra, si znaš ti predstavljati, to je skoraj milijarda ljudi je pograbila to aplikacijo, razumeš, vzameš v roke telefon, nekaj posnameš, poriktaš, objaviš, in če si ljudem všeč, postaneš pravzaprav mega zvezda. No? In če te vprašam, Sandra, si predstavljala, da bodo tvoji videi, pa plesi, pa ne vem, kaj vse tam gor počneš, dejansko zanimivi toliko ljudem in recimo, zakaj misliš, no, pa ker se nisi ti edina pristna gore, ogromno ljudi dela takšne drugačne TikToke, ampak zakaj misliš, da so te ljudje sprejeli in da te imajo radi, ker koliko sledilcev ti praktično zdaj že imaš, kaj blizu 50 000, a sem se zmotil, pretiravam? 50 000 sem naravno dobila, ja. No, evo, vidiš, ne mislim, si predstavljala kdaj, da boš toliko sledilcev, dejansko aktivnih uporabnikov, ki sledijo, komentirajo, lajkajo, kdaj v življenju imela, ker bodimo iskrena, to niso male številke, ne? To so velike številke in sem zelo vesela, da me toliko ljudi spremlja. Iskreno ne vem, zakaj sem jim tako mogoče prirasla k srcu, kaj točno na meni vidijo. Jaz res se trudim, tako kot sem že rekla, da sem pristna, da sem iskrena, da tudi priznam, če kaj naredim narobe in res mislim, da je to tisto, ker zdaj iskreno na lepoto in na takšne stvari več na takih socialnih omrežjih ne moremo igrati, ker je ogromno lepih punc, ogromno zanimivih ljudi, če že nismo tako lepi, lahko to dorihtamo. Tako da iskreno nisem točno sigurna, kaj jih je pritegnilo, ampak upam, da jih je moja pristnost. Vesna, se da s TikTokom tudi kaj zaslužiti? Ali je to zgolj zabava in hobi? Ali, da rečem celo neke vrste odvisnost, recimo, da ti TikTok vzamejo, po moje bi samomor naredila, ali se motim? Ok, no, jaz ga ne bi naredila. Samomora, če bi TikTok mislim, da nisem prava oseba, da bi lahko o tem govorila. Če lahko zaslužiš kaj s tem, verjetno po moje v Evropi ne toliko, v tujini, Američani pa verjetno s kakimi všečki, lajki, komentiranjem ali pa z live, mislim, da znajo, ja. Drugače pa ni bil moj namen, ne vem, priditi na TikTok pa zaslužiti. Dejansko me je Sandra v to speljala, ker smo tako zaradi korone vsi ostali doma, jaz sem celo službo zgubila in pač moraš si malo življenje popestriti in pol, ko začneš enkrat snemati in ko dobivaš neke številke, prijetne komentarje, itak te upelje noter, no. Je še pa vseeno, moraš se zavedati, da TikTok ni, kako bi rekla, realno življenje, čeprav ga prikazuješ, ampak ne smeš se toliko vpeljati noter, da bi bil odvisen od njega, no.
Koliko sledilcev imaš ti, Vesna, zdaj? Jaz jih imam pa 20,000. Ampak recimo, koliko pa te videi vajni, Vesna, če pri tebi še ostanem malo, dosegajo dejansko ogledov, pa všečkov, ti podatki so dostopni tudi vsem. Recimo en video, ki je uspešen video, na pol viralen video, koliko ogledov dejansko doseže, da si malo predstavlja to znamo? Eden izmed mojih, vem, da je, mislim, da 500 000 ogledov že dosego. Pa mislim, da je bilo enih 10 000 lajkov, mislim, da je bilo nekaj takega, ne bom se glih zlagala, no. Ampak to je že kar nekaj časa nazaj. To so pa že številke, ne? Sandra, kaj pa morda ta očitek, sem nekje prebral, da je lahko danes vsak zvezda, ne? In da potem TikToker zgubi malo stik z realnostjo, pa malo v glavi, da je zvezda, dejansko ga pa z TikToka izven na privat življenja ga pa noben ne pozna. Ali dejansko res postane zvezda, tudi privat, pa te ljudje ustavljajo na cesti, pa hočejo autograme od tebe, to je pa una z TikToka, kak je s tem? Ja, definitivno zvezda lahko postaneš hitro, mislim, da je težje na socialnih mrežih ostati aktualen. Tisto, ko je res mogoče potem težje. So me že otroci srečali, prišli tudi v službo k meni po sliko, da smo se slikali skupaj, kaj je nekaj najlepšega, kaj lahko doživiš, da v realnem življenju pride nekdo do tebe in vidiš, da te ceni, spoštuje. Res ti da neki taki topel občutek, da vidiš, da delaš stvar pravilno in definitivno se splača zaradi tega, da spoznaš nove ljudi in dobiš ta topel občutek pri srcu. Ne, ker jaz tudi sam, ko sem si TikTok naredil, takrat sva že z Vesno malo posedelovala v oddaji Dobra volja z Istokom, kjer je ona tekmovala za najboljši video na temo dobre volje, pa smo potem glasovanje naredili, no takrat sem si tudi jaz TikTok naredil, ustanovil svoj znameniti Lulika Team na TikToku, ne, in ne boste verjeli, ne, da zdaj, ko se sprehajam, kdaj takole s psom ali malo za sebe od zunaj, me zadnje čase mladina, ne, očitno ne gleda teh oddaj, ampak se derejo za mano Lulika in jaz dol padem od smeha in si potem ne znam niti predstavljati, kako veliko se pa to recimo dogaja vama, ki imata znatno več in sta tudi bolj aktivni in tako naprej na TikToku recimo ko jaz. Tako da glej, čestitke in klobuk dol. Gremo mi v reklame in pridemo nazaj. Mi smo nazaj, z mano sta še vedno nenoseča Sandra Joračič in pa visoko noseča Vesna Staroveški, za katero upamo, da bomo čim prej tole oddajo končali, da ne bo rodila nam tule med oddajo, ker to pa nismo planirali in bi potem mogli čisto spremeniti temo, recimo, kako je roditi med pogovorom. Ja, punci, moji dragi, zdaj bomo pa mišli eno mičkeno, malo bolj resno temo, ki mene po eni strani me ni skrbela, ne, ker si mislim, glej, vse to je internet, to je TikTok, to je gor mularija, to so internetni troli, provokatori, oni so gor samo zato, lahko nekaj šteži, da oddajo naredim, ki so gor samo zato, da provocirajo, da so nesramni, to je njihov namen, ne, ampak po drugi strani me je pa zaskrbelo, pa sem se vprašal, da je pa dejansko to komentiranje otroško na TikToku pa dejansko en srhljiv odraz tega, kakšna je današnja mladina. Pa nočem pridigati, nočem biti pameten, ampak jebemtiš, tukaj pa moram se oglasiti in moram reči, da sem naravno zgrožen, ko grem brat komentarje pod raznimi TikToki, kjer ne vem, nekdo objavi svoj ples, nekdo objavi, da je kakšno darilo dobil ali kaj zapoje in ker pač ni glih, ne vem, Celine Dion, Elton John, Michael Jackson, razumeš, ampak se pač zafrkava, sprošča, dobi takšne grde komentarje spodaj od tega, da mora umreti, da naj se zabije v zid, da naj crkne, da naj se ustreli, da naj gre v umobolnico, da je avtist, da je pedofil, da je ne vem kaj, ne. Tukaj se mi zdi pa res zaskrbljujoče, od kje ti otroci jemljajo to jezo, ta bes, ta srd, to negativo, ali so nezadovoljni s svojim življenjem, s svojimi TikToki, ker niso dosegli nič, pa so fovš tistimi, ki so. In še nekaj sem opazil, da
da ljudje na TikToku sovražijo, če je nekdo malo drugačen, če ni glih po tistih trendih, razumeš, da ne snema pač tistega, kar snemajo vsi, ampak malo zavije po svoje. Ne? Zdaj ne vem, koliko imata vedve teh hejterskih, sovražnih komentarjev, ampak vem, da jih imajo mnogi ogromno. In te vprašam, Sandra, kaj ti misliš, da je glavni problem tega, da je današnja mladina šla čez rob dobrega okusa pri teh spletnih komentarjih, ki so seveda anonimni, ni slike, ni imena in tako naprej. Kako ti ocenjuješ to situacijo? Misliš, da nas to mora skrbeti ali je to pač TikTok? Izvoli. Jaz mislim, da nas to mora zelo skrbeti, ker tile otroci bodo zrasli in me dobesedno zanima, kakšni bojo to starejši ljudje, kaj bojo šele potem počeli, ko bojo že odrasli. Jaz mislim, da to je rezultat preplet vzgoje in pa dostopnosti do interneta, saj vemo, da otroci danes na internetu lahko vidijo vse živo. Od posilstev do streljanja, že tudi igrice, če gledamo same, so agresivne, do raznih drugih stvari, ki jim so omogočene na internetu, in mislim, da starši tukaj premalo nadzorujejo svoje otroke, kaj le ti počnejo na socialnih omrežjih in kako se obnašajo. Tako da mislim, da bi starši tukaj res mogli stopiti malo do svojih otrok in jim pomagati razumeti in prefiltrirati razne stvari, ki jih lahko vidijo na internetu. Lej, Vesna, ti si mamica, boš spet mamica, ne? Ti morda se pomeniš daj, ne vem, kako so stari tvoji otroci, ampak se pomeniš daj z njimi, kako se treba obnašati, ne vem, do starejših, do ljudi, ki kaj snemajo, pa recimo Bog ne daj, da ima kdo kakšno telesno hibo, ne vem, da je slada, ne vem, ne zna r-ja reči, ali ima kakšno drugo bolezen, pa da o tem govori, da to objavlja, pa to so takšni grozni komentarji, gor razumeš, pa da nekdo, ne vem, ne zgleda glih, ko Brad Pitt, ne, se tudi kdaj zgodi, ga se sujejo, razumeš, da mene boli, pa ne pišejo meni, ne. Vesna, se kaj pogovarjaš s svojimi otroci o tem, ali pa mogoče se starši med sabo pogovarjate o tem in zakaj misliš, da, kot je rekla Sandra, starši nimajo pojma, kaj dejansko njihovi otroci počnejo na internetu? Po moje so starši, ne vem, zaradi korone oziroma nasploh zaradi vsega, kar se dogaja, preobremenjeni in najlažje otrokom porinejo telefon v roke, evo tu imaš, pa daj mi mir, ne. Ampak ne, moje mnenje je tako, da kak pride otrok dejansko ven, ko ga rodiš, že takrat ga moraš začeti vzgajati pravilno, da nič ni narobe z nekom, če tako kot praviš, ne zna R izgovarjati, naprimer tudi moj partner ima hibo, ga R zafrkava. Skratka, od začetka ga že moraš res navajati, da nič ni narobe, če ima kakršnokoli napako, hibo, če je avtističen, če ima Aspergerjev sindrom, karkoli, če ne zna plesati, ne vem, karkoli, no. Tako da to je. Ampak glej, Vesna, ne, če te vprašam to, ne, misliš, da so ti otroci sovražno razpoloženi samo na internetu, ali se to sovraštvo prenese tudi v resnično življenje, pa ne vem, da grejo s kakšnim prijateljem ven, pa da jim kaj grdega reče, pa da ga, ne vem, osekajo po glavi, ali odrinejo, ali ga zmerjajo tudi v živo, ali misliš, da se ta norija ustavi zgolj na internetu, pa so tam pogumni, ker so anonimni in brez slike? Se mi zdi, da žal se to tudi dogaja v realnem življenju. Tudi na ulici vidiš, kaj bi rekla, ali pa v trgovini, naprimer, ko se šetaš, vidiš otroke, mlajše, malo starejše, najstnike, da se znajo grdo obnašati do starejših, stare mamike, ki so počasnejše, pa jim grde besede namenjajo, ne. Vse posod se to dogaja, ne ustavi se to na internetu. Žal gre to tudi v realno življenje in gre to izven interneta, kar je ful žalostno oziroma ful zaskrbljujoče. Glej, Sandra, internet dejansko vsem daje možnost, da napišejo, rečejo, naredijo praktično karkoli želijo, ker je to anonimna zadeva, še posebej, če nimaš svojega imena in priimka, nimaš svoje slike, seveda tudi naslova nimaš, noben nima pojma, kdo si, kaj si, kakšen si v resnici. Za profilno sliko si lahko naštimaš nek lik iz te igrice Fortnite, ko so vsi nori na njo, ampak se mi zdi, da ravno te, ki to igrico igrajo, so najbolj sovražno razpoloženi, kar me tudi skrbi, ne? In to zavetje interneta dejansko daje tej mladini ta pogum, ne? Da upajo reči nekomu takšne grde stvari, ampak vseeno, misliš, da
bi lahko prišlo do tega, da bi se to nadzorovalo, ne vem, da bi nekdo ugotovil, kdo so pa vsi te posamezniki, pa da bi jih izpostavili. Glej, to je pa, ne vem, Peter Florjanič, ki je pa rekel, da naj on umre, to je pa Tadej Majcen, ki je pa onemu zaželel, ker je imel neko hibo, da se mu hiša na glavo podre. Viš, bi se potem ostavilo, pa bi morali izpostaviti dejansko, kdo so ti ljudje, ali bi s tem naredili dejansko pa kontraškodo, pa bi dejansko mogoče tem otrokom povzročili težave, pa mogoče niti niso tako slabi, kot se zdi, ampak so samo na internetu pogumni. No? Ta dilema mi je v glavi. No? Ali pa lahko starejši reče takšnemu otroku, mulc, pa kaj si ti normalen, pa kaj s tabo, ne? Ali moraš ti to ignorirati, biti prijazen in tako naprej do njega, ker je pač otrok. Kak je tvoj pogled? Jaz iskreno to ne bi reševala na internetu z moje strani. Jaz mislim, da se tukaj res morajo angažirati starši in delati kontrolo. Ker otrok bo le svoje starše dobesedno dojel, kaj je dobro in kaj je slabo. Se mi ne zdi, da sem tista oseba, ki sem niti dolžna, da nekoga učim. Z veseljem pokažem, kakšna prava pot, vendar mislim, da nisem tista oseba, ki bi to morala delati na otrocih, ki niso moji. Ampak, Sandra, kot vidiš, so starši zavozili glede tega. Ne? Kot vidiš, cela generacija otrok to počne, starši nimajo pojma, staršev ne zanima, kaj otroci počnejo na internetu, kot je prej dobro rekla Vesna, starši nimajo časa, kaj je lažjega, kot poriniti otrokov novi iPhone v roke pri 6 letih, ne? In se ne ozirati na to, kaj počne, da ne govorimo o kakšnih hujših nevarnostih interneta, kjer prežijo razni seksualni predatori in podobno, ampak pustimo to za kakšno drugo oddajo, če ostanemo zgolj pri TikToku in pri teh spletnih komentarjih. No, ampak, Sandra, če starši tega ne zmorejo, ni potem na nam to, da to uredimo, prijavimo, se pozanimamo, čigav je ta otrok dejansko in pozvonimo na vrati, gospa, oprostite, vaš mulc je pa nevzgojen kreten, a ga jaz užgal, ali ga boste vi. Imamo to pravico ali moramo reči, sej to morajo starši urediti, ampak če vidimo, da starši tega ne uredijo. Jaz iskreno to ne bi počela. Mislim, da na TikToku se ti, ki snemamo, dosti ukvarjamo z slabimi komentarji, dosti krat omenimo, da to ni dobro, sami tega ne počnemo, že z tem hočemo mlajšim pokazati, da to ni dobro početje, da bi pa zdaj dobesedno šla nekoga iskati zgolj navidezno, zgolj zato, ker bi napisal slab komentar, pa se tukaj jaz ne počutim tista oseba, ki to more izvajati. Vesna, da tebe vprašam, kaj misliš, da je glavni razlog v otroku, da postane takšna divja, negativna, nezadovoljna, depresivna kreatura, če rečem malo grdo, no, a so to res starši krivi? Pa dobro, tudi marsikjer starš da otroku v roke telefon, pa se ne obnašajo vsi otroci enako, ne? Torej imajo prosti dostop do svojega obnašanja interneta, pa niso vsi takšni, so tudi prijazni otroci. Kaj gre narobe? Ali je tisti znani rek, some children are born bad? Ali kaj je problem, da so nekateri otroci, pa ne nekateri, ogromno jih je, res tako nesramni, čudni, ne vem, prav zavoženi, bom si drznil trditi, in kaj bo z njimi, ko bodo zrasli, ne vem, bodo ubili koga ali kaj, ko se ne bodo z njim strinjali. Kaj misliš, da je tu ušlo narobe, no? Če odzamemo starše, na primer, pač da so oni lepo vzgajali, pa da jim povedali, kaj je prav, kaj ni prav, imamo še pol tu, ne vem, učitelje, na primer, ali pa sošolce oziroma vrstnike, ko eden naredi neko bedarijo oziroma je nesramen in da bi drug, ki je okej, prišel v isto družbo, se pač mu podredi in se isto obnaša kot on, no. Vse moje mnenje je tako. Tudi mi, ko smo bili mulci, smo isto počeli. Je bila klapa, ne vem, nesramnih, grdih, karkoli, bedastih in če si hotel k njim pasati, si se pač mogel začeti isto pogovarjati oziroma isto obnašati. In po moje je to, ne. Pol je pa drugo tudi to, ker na internetu tudi veliko vsega poberejo in mislijo, da so džeki, če se grdo obnašajo, pa če nekomu napišejo nekaj grdega, ne. Pač, da sem pa jaz jak, oziroma, ne, da sem pa jaz kralj, ker sem pač nekomu napisal. Se strinjam in preden skočimo v reklame, samo še stavek, ne, da dejansko se nihče od teh otrok ne vpraša dejansko, kako bedasto izpade, ko nekaj takega napiše in se ne zaveda, koliko ljudem je pa trapast on, ne, namesto da bi bil kul. Tega se nikoli ne vpraša in ga v končni fazi morda niti ne zanima. Gremo v reklame in pridemo nazaj.
Mi smo nazaj in Vesna mi je med reklamami prišepnila, ne, da ona nima otrok še, ne, in da bo ta otrok, ki se bo zdaj rodil, da bo njen prvi, ne. Tako da Vesna, ne vem, zakaj se tak materinski tip mi zdaj deluješ, medtem ko si noseča, morda je to razlog, ne, da sem imel v glavi, da že imaš otroke, ampak glej, imaš pa zagotovo prijateljice, ki pa imajo otroke, no, to sem pa prepričan in morda tudi ta debata pa z tega vidika vendarle ni bila čisto zgrešena, ne. Tako da ja, gremo mi v zadnji del naše oddaje. Dragi gledalci, jaz se moram res danes upravičiti, da je tole druga novoletna oddaja in me tu naskakuje na roko, kar nikoli ne dela, ne? In nemo se hočeš na kamero pokazati, kaj hudiča hočeš, pokaži se na kamero, pomahaj našim gledalcem novega Faktorja in se umiri in daj mir, ve, da ga ne morem kregati med oddajo, zato ker jo snemamo, tako da prosim, mirno, no, da skončam tole s tema dvema krasnima puncama. WTF, kaj bi da, TikTok, ali kaj? Na, tu imaš telefon, pa se špili s TikTokom, pa piši negativne komentarje. Na, izvoli. Ok, dame in gospodje, gremo mi v zadnji del naše debate, tudi zelo resna debata bo tole, če nam bo seveda uspelo. Vpliv negativnih komentarjev na resnično življenje. Vidiš, tukaj se pa neha, ne? Tukaj se pa šala, kot rečejo, neha, torej hudič je vzel šalo. In tukaj pa postanejo vsi ti komentarji, vsi ti napadi, vsa ta žaljivost pa problem. Ker ko pa začne vpliv na, ker ko pa začne vplivati ti komentarji pa na resnično življenje nekoga, da se nekdo zasekira, da nekdo pade v slabe občutke, da rata zakompleksan, da morda celo samomor naredi ali kaj takšne, kar so že bili primeri tega spletnega nadlegovanja, to pa potem postane zelo zaskrbljujoče. Vidiš, in tukaj, Sandra, če tebe najprej vprašam, se pa ti vsi otroci ne zavedajo, kaj lahko povzroči recimo njihov komentar in njihovo norčevanje, ker eno je to, da oni mene napadajo, pa se zahecajo, kaj bojo meni naredili? Nič, razumeš, meni ne morajo nič narediti, jaz sem odrasla oseba, to me ne bo prizadelo, ne? Bom samo razmišljal, kaj hudiča je z njimi narobe, ampak nekdo, ki je pa mlajši, ki pa nima toliko izkušenj, ki nima krokodilje kože, ki si je pač naredil neko spletno platformo, da bi užival, se je imel fajn in dobiva takšne grozne stvari. Kaj misli Sandra, je pa takrat in kaj se zgodi, ko pa komentar vpliva na osebo tako tragično, da lahko ta oseba pa res kakšno traparijo naredi? To je težko vprašanje. Nočem si sploh predstavljati. Iskreno lahko vem iz svoje izkušnje, da v štartu so me vplivali zelo slabo na mene slabi komentarji. Sem se sama začela spraševati, če je res z mano kaj narobe, če sem res čudna, če sem res debela, ker iskreno nimam neke visoke samozavesti, ampak čez čas nekako se navadiš. To sem mogoče sprejela tako, da sem se z drugimi pogovarjala, se z drugimi posvetovala, kako reagirati, mogoče najmanj jim dajati pozornosti, ker mislim, da otroci to počnejo zgolj zato, ker želijo na brutalen način dobiti pozornost in na tak način pišejo slabe komentarje, da se le mi začnemo ukvarjati z njimi in namenimo kakšno besedo in mislim, da je zgolj slabi komentar nek krik na pomoč, da z otrokom nekaj ni v redu in da se je treba v resnici z hejterjem veliko bolj ukvarjati, kot pa mi mislimo, da se je potrebno. No vidiš, ravno to sem te hotel vprašati, pa si zdaj sama izvala dobro, se prav hočeš reči, da morda tudi ta tako imenovani hejter, ne? Nekdo, ki piše takšne komentarje, dejansko pravzaprav rabi ljubezen, ne? Rabi neko pozornost, ampak ti moram povedati, da sem tudi sam večkrat eksperiment izvajal, pa sem se skušal ukvarjati s takšno osebo, napisati nekaj grdega, pa jaz ne nazaj, glej, saj te imam rad, povedal si svoje mnenje, nobene zamere, ostani cool, saj si v resnici verjetno legenda, faca, pa je nadaljeval, pa sem spet naslednjič, no, pa glej, pa sej to ni tako, pa sem potem videl, da karkoli sem rekel, karkoli sem naredil, dejansko je dobil še večji zagon, ne, razumeš, in ni odnehal, tudi s mojim prijaznim odgovorom, ne, ker če si nazaj jezen, pa se kregaš, to je never ending story, dejansko povzročiš se slabše kot prej, ampak da mu tudi to, da sem bil prijazen, ni pomagalo, no, tako da, ne vem, Sandra, kaj je recept, no, da se ustavi takšno kritiziranje, napadanje, kaj bi ti, no, naredila, bi bila prijazna do njega, ali kaj bi ga ignorirala, če ga ignoriraš, ali dobiš še pol večji zagon, ali se umiri, kako je s tem? Jaz sem se enostavno odločila, da vsaka oseba, ki mi pusti komentar, ki me, lahko rečem, prizadane, enostavno osebo blokiram in se poskušam z njim ne ukvarjati, ker bolj, ko greš v
sam komentar, bolj se začneš sam sebe spraševati, kaj je tu res, kaj tukaj ni res, tako da bi vsem predlagala, ki se s tem, da se jim to zgodi njim, da enostavno osebo blokirajo in jim preprečijo, da vam zopet napišejo kak takšen komentar in da se poskušaš sam sebe bodriti, da to ni res, kar ti je napisal in se ne sekirati in ne preveč premišljevati, ker bolj, ko boš razmišljal, bolj se bo to začelo pikati. Ker glej, Vesna, pri tebi vidim kdaj, ko ti kdo napiše kakšen žaljiv, nesramen komentar, da si prav vzameš čas, pa mu v video obliki odgovoriš. Misliš, da je kdaj to učinkovalo? Je kdaj potem nekdo, ne vem, se opravičil, rekel, joj, pa sem ga res polomil, oprostite, gospa Vesna, ali je bilo še slabše? In zakaj si ubrala dejansko takšno taktiko, no? Pač, ko sem začela s TikTokom, ja, itak, ko čisto začneš, imaš največ hate komentarjev, vsaj meni se tako zdi. In ko sem jih začela dobivati hate komentarje, sem pač mogla študirati, kako se bom odzvala. In od začetka sem že z messagei, pač na lep način, glej, vse je redi, imaš danes slab dan, bo jutri boljše, ne? Pa tako si ti prej rekel, dobiš še slabši komentar na taj, da se res začne spraševati, what the fuck je narobe s tabo? Mislim, ali s tabo ali pa s tabo, ne, kakorkoli. Tu pa tam pa kakega izberem, mu pač povem na lep način, kaj naj gre početi v življenju, da mu bo mogoče boljše. In do zdaj sem samo enega dobila nazaj, en komentar taki, da se je pač opravičil, da sploh nisem tako slaba, kot je on mislil in da me iz ne vem kolikih profilov hejtal, a na koncu pa ugotovil, da sem pač čisto v redu punca, no? Tako da to. Ampak misliš, da je vredno sploh zapravljati čas za neke no-name osebke, ki nimajo niti slike, niti imena, pa da recimo uletijo, ne vem, ima sam 3 followerje, nobenega kontenta, ti pa imaš, ne vem, 30-40 tisoč, pa vendarle si nekdo na tem omrežju, če ostanema tu, se splača sploh ukvarjati z njimi in si vzeti sekundo svojega časa, ali je boljše, tako kot pravi Sandra, enostavno zablokirati, pa si misliti, kot te je. Na nek način ja, zato da drugim pokažeš, naprimer, ki so glih na meji tistega, zdaj bom pa jaz začel hejtati, pa mu mogoče s svojim petim videom pokažeš, da ni v redu, da ni nič narobe, če ne vem, preskočiš moj video, če ti pač ni všeč. Po drugi strani pa definitivno ne, ker je škoda mojega časa in življenje je prekratko, da bi se preveč ubadal z hate komentarji ali pa z nekom, ki nič ne veš, kdo je, pa ima 3 followerje, kot je že tako jasno v začetku, da je prišel gor sam zato, da bo grde komentarje pisal meni, tebi in vsem nam. Tako da. Pa glej, Sandra, pridemo pa potem v en paradoks, recimo si vzameš čas za nekoga, pa mu odgovoriš, pa te pa drugi napadajo, da se prerekaš z otrokom kot odrasla oseba. Kaj pa to? Potem boljše, da res morda pustiš se skupaj, pa si misliš, lej, ali moraš starševski lik prevzeti in povedati mlademu, sorry, tako se pa to ne dela, to pa ni bilo lepo, to je pa grdo, to pa lahko vpliva na koga drugega, na mene morda ne, češ pa to nekomu drugemu napisal, pa bo morda nekdo res kakšno oslarijo, ne vem, si vzel življenje, se res zakompleksiral, pade v depresijo. Je to na nas, ko smo starejši, da rečemo to ali ne? Za njegovo dobro definitivno bi se mogli potruditi in se ukvarjati z njim, ampak je nažalost na TikToku toliko otrok, da ne zmoremo se z vsemi ukvarjati in s tem poskušati dopovedati, da to ni v redu. Zato mislim, da je res tista zadnja skrajna meja, da ga enostavno blokiraš, mu onemogočiš dostop do svojih posnetkov in s tem tudi do slabih komentarjev. Ker niti si ne želim predstavljati, kaj se lahko zgodi, če ta otrok mogoče pove, kaj si mu napisal nazaj svojim staršem. Mislim, da bi se potem tukaj lahko tudi vpletli starši, češ kaj ti vzgajaš njegovega otroka oziroma ga učiš neke določene stvari, tako da jaz definitivno za to, da enostavno blokiraš in pustiš otroka in na ta način mogoče mu daš vedeti, da to, kar je počel, ni v redu in naj poskuša celo mogoče sam razmisliti, kaj je naredil narobe, zakaj si ga blokiral. Sandra, na hitro, imamo samo še 2 minute časa do konca oddaje, na hitro mi odgovori, potem še na hitro Vesna. Zakaj misliš, da spletni komentar na ljudi vedno vpliva tako ali drugače, tako močno? Vendarle gre za splet. Zakaj to tako močno na človeka vpliva, kaj mu nekdo napiše, ki ga niti ne pozna?
To pa je res težko vprašanje. To pa res ne vem. Mogoče zato, ker si nekako želimo na nek način neke pozornosti na internetu in si nekako želimo, da bi nas vsi dobro sprejeli, čeprav vemo, da to ni mogoče in nas mogoče res ta nekdo, ki ga ne poznamo, veliko bolj prizadane, kot pa če nam bi, ne vem, naprimer sestrična povedala, da imaš slabo frizuro. Nekako se mi zdi, da se želimo vklopiti v to socialno življenje in želimo biti tukaj le najboljši in nas potem to nekako prizemlji in zato toliko prizadane. Vesna, stavek ali dva ob koncu. Kaj pa ti meniš, kako bi rešili ta problem? Hejteri bodo, vedno so bili, vedno bodo. Kaj bi svetovala vsem ljudem, ki jih to prizadane, ki se jih to dotakne? Kaj naj naredijo, da bodo postavili zid, da to ne bo prišlo preblizu, ker če prije preblizu, lahko res pusti posledice? Na hitro. Najprej filtrirajo te hate komentarje, ker dejansko tisti, ki piše hate komentarje, kaže samo svojo sliko, kakšen je. Ne pokaže tvoje slike oziroma ne govori to o tebi, ampak to govori o sebi. Torej, če jaz rečem, da si ti bedak, sorry, nisem to dejansko povem o sebi, da sem jaz bedak, ti si pa čist kul. To je to, tako da prefiltrirati te komentarje in se nasmehnati samo in je to. Sploh se ne obremenjati s temi komentarji in bo življenje lepše. Hvala lepa, Vesna, hvala lepa, Sandra. Morda bi ob koncu dejal samo še to, da sem po eni strani razočaran in zaskrbljujoče je vse to skupaj, razumeš, da izumijo neko platformo, kot je TikTok, neko pozitivo, dobro voljo in potem se najde tam cel kup slabe volje, slabe energije in tega, kot da ni že v življenju tega dovolj, kot je rekla prej Sandra, da na internetu smo radi vsi fajn, vsi super, fino, fajn, dobro, včasih je tudi to lažna slika, pa te lajki, ne vem, s Karibov, ne vem kot, v resnici sta pa vzela kredit, da sta sploh lahko prišla do Laškega, ampak nima veze. Hočem reči, fajn se je imeti rad, fajn je biti pozitiven, fajn je biti nasmejan, zakaj bi mogli še na internetu, kjer posnajamo svoj ples, svoj hec, dobiti, da smo bedaki, da to ne znamo, da smo budale. Saj vemo, da ne znamo tako dobro plesati kot, ne vem, Justin Timberlake. Saj to nam je jasno, Ravno zato smo pa to posneli, da koga pozabavamo. Ampak tako pač je. Tako da, dame in gospodje, vsi tisti, ki imate to platformo in tudi druge spletne zadeve, ne si to preveč srco imati in kot je rekla dobro prej Vesna, on s tem pokaže, kakšen je v resnici, ti pa sam za sebe dobro veš, da si fin in fajn in cool. To je bilo to, še enkrat obema hvala, vidimo se jutri 19:15 med dveh ponovitvah te oddaje, vidve pa posnamite kakšen dober TikTok, tudi z te oddaje ven, pa da vidimo, koliko hejtov bomo dobili. Lep pozdrav in čau, čau.